Zdaj se pa začenja. Gremo noter. Key of life. Ja. Thank you for looking. No, pa noter. Podobna oblika, gremo takoj na desno notri. Kje je vodička? Reka Orontes, vse njegove divizije. Tukaj Ramzes sedi in pred njim delegacija Hetitov, da se dogovarjajo za mirovni sporazum, kateri je sedaj v Združenih narodih v Avli preveden. Prvi moderni sporazum. To je tudi stranske niše. Malo Tanjo, da dobimo. Malo Tanjo noti, ja, med Ramzese. Ja. Šte so pa še lepše. Ja. Tle so še lepše barve ohranjene. Ljuba, uživaš. Veličastno delo. Spet novi prostor stranski. In v stranskemu še manjše sobice. Preda gre vsako luknjo. Iz glavne vhodne dvorane gremo zopet v naslednje. Ima tudi poslikan strop, visoke so. Dvakrat na leto je sonce, za Ramzesov rojstni dan je obsijalo te statue, razen Boga smrti. Prav skozi ta vhod, skozi celo 55 metrov dolgo dvorano, ta vhod. Dice febbraio, me di qua? Pa dobro po centru tole, a?
mimohod se kar nadaljuje tle. Kje pa tisto, ko so ga doštukali z Bogom? Moše jadro iz bitke v bitko, ki postavil spomenik. To podbrado so nosili zato, da so bili bolj modri. Vse dobro ohranjene barve. Iz enega stranskega prostorčka v drugi, so pa malo drugače oblikovani. Tle je eden leta 1886 posvenjal ta relief. Rodovi bojo pomnili, katere narodnosti je bil ta. No, s tem se je končal obisk. Smo zopet pri vhodu. Se pa glavni pogled takoj od odhoda na veličastne kamnite kipe Ramsesa. In na ostale dvorane, katere smo vse pogledali. Contra los africanos de este lado y los árabes ahí pegándoles a todos. Este mural. Pa spet van. Varovalci objekta, napisi o kralju. In zdaj se mora pogled visoko dvigati. Mimo njegove žene na desni, mimo njegovih nog 6 metrov dolgih. In zenice je imel iz kristala tako velike kot krožnik. No, ta pogled nas bo spremljal po še nadaljnji poti po Egiptu. Čau, Kolosi. Čau, Ramsesov tempelj. Sebe vidimo dol, ko letimo med otočki, vidiš? Avion, senca aviona. Pa smo spet v Asuanu in gremo na ladjo. Camille. I'll give it 100 Camille. Oh. Good price. Good price? You can't give me? You give me? Give me? Yeah. Dejo za ta denar. Salama. Oh, good. صور عادي يا رجل. احسن هاي سلامة. صلاة النبي. Ja, Good. še kar naprej smo v tej trgovini.
Kaj bo naše ženske pa popile? Mi pa ženske komentarje. Fant se je pa na Bredo spravil. Ja, všeč mu je Breda zelo. Ja, ki ima mišelinke. Ja, res, no? Ja, saj vem. Kakšno koščeno sploh ne pogledajo. Mišelinke so pa dobra, ne? Jaz nisem kriva za to. No, včasih bo treba, zdaj bi sem le vodo kupiti. No, pet vodo kupiti pa gremo. Okay. Ja. No, zdaj pa gremo vsi srečni z nakupov. Kar pridite lepo. O, jaz bom pa še malo vas, ja, mimo hod. Pa še, zdaj so pa naše ladje. No, na njih, lepo. Pristanišče. Na ta način se tu preživljajo turisti in Egipčani. Lep grm. Boarding pass. No, vidiš, da se še gre. No, po teh stopnicah. Ne, moram jaz imeti vse dokumentirano. So mi rekli. Pa na vrhu ladje. Evo nas. Vse dokumentirano. Nič se ne more skriti. Nič se ne more Zdaj skriti. boš imel še dokaz za Bredo, za presuštvo. Ja, bom imel. S temi, ko se... Bom imel. Mi je pa zagodaš kamele. Si slišal? Pa vse zmeraj. Kmalu bomo odpluli. Sonce bo bolj težko slikati. Daj nam eno kavo. Bi se lepo popet. Selekcijo nimamo, ne? Si čakam na tako, da bo šlo. Ti pa je dole zomo, to so puli. Sploh ne vem, če je dobra. Te bi nehal skozi tisto luknjo skozi gledati. To je pa kraljica Nila, gre mimo nas. Ja, Queen Nabila. Najlepša ladja in pod najboljšim hotelom. Tukaj jadralna regata je tam gor. Zadnji sončni žarki oblivajo reko Nil in nas. Hello! Evo, sonce je zašlo, lih ta trenutek. Za Slonovim otokom. السلام عليكم يا شباب. في شاي الحين؟ كل المجموعة دي ولا بس؟ كيك سويت؟ في كيك. Potovanje ob obali Nila. Sonce zadaj.
Uživamo, ko miši v dreku, ne? Lepo v bazenu, plujemo ob obali. Takari nas drežejo. Poznaš več te ljudi? Novi ljudje? Evo, ona je že po staremu, ne, žoštiva, da je. Evo, to je Milan tam noter v ogledalu. In se zdaj odpravljamo. Evo, lepotica. Iz 1001 noči. Evo, superca. A vidi, ova je vojnika na Šemle. O, Mr. Marko, Tunis. Evo, zdaj pa je druščina zbrana. Evo, Brigita pa še zraven. Piše mi rek. Da. Pa je. Sad piše rek, znači u redu. Onda je u redu rekording. Evo sa 3 žena. 16 kamela sam dao. Gdje je četvrta? Dobro, ne? Koliko je treba še rekao? Z ladjo smo prispeli na prizorišče današnje predstave. Light and Show. Evo, tam nas čaka vojaško spremstvo tudi. Verjetno bo čudovita ta zadeva. Prelepo. Evo, otroci vriskajo, gledajo. Res lepi mozaiki so to na tem templu. Ta je pa še bolj filigranski. Lepa ta darovanja. Pa še ta božanstvo, Izis, ali kaj je to. Smo v Komombu, pomembnem središču starega Egipta. No in stari Egipčani so imeli navado, da če so se kakšne živali bali, so začeli častiti kot boga, ne, in so ji darovali razne stvari, zato da jih ne bi škodovala. In tako so potem tukaj v tem predelu častili boga Sobeka, ki je bil krokodilni bog, podobo krokodila in je bil glavni bog na tem področju. No, medtem ko tempelj, ki si ga bomo pa zdaj pogledali, je pa edinstveni tempelj iz starega Egipta, zaradi tega, ker je posvečen dvema bogovama in je zgrajen kot dvojni tempelj. Pogledajte, vidite, na sredini zid, potem pa leva pa desna polovica sta čisto enaki, ne? In to skozi ves tempelj se nadaljujeta enako. Desna polovica je posvečena bogu Horusu. Bog Horus, ta Sogoljev podobo, je bil glavni bog v Etruju, ki je naslednji kraj, in seveda bog Sobek je posvečena pa ta del templa, leva polovica, in seveda svečeniki so se bojevali za prevlado, ne, za teritorij, in na koncu so sklenili kakšno premirje in so zgradili dvojni tempelj. Zato je No in za Aleksandrom so potem vladali Ptolemejci, tale tempelj je... Pero si fijamos bien a los templos que son rasgos faraónicos, templo de Vsak staroegipčanski tempelj je najprej pa dvorišče. Ta peristil se šteje za manjšega. Notranja kolonada, ki je pokrita, je pa hipostil. So pa ohranjeni lepo spodnji deli stebrov. Nič drugega. Vidite Ptolemeja IX. Faraona, ki ga blagoslavljata dva bogova. Na tej strani je bog Tot z Ipisovo glavo in ga blagoslavlja oziroma mu vliva modrost.
tale znak. Ga vidite, tale znak tule. To se imenuje vasl. Vasl je znak modrosti, medtem ko na drugi strani vidite boga Horusa, ki mu daje pa večno življenje. Torej blagoslavlja z večnim življenjem in to s ključem življenja. Ste videli že danes v aposimbolu, je ključe življenja. Zdaj, kaj je ključ življenja? Ključ življenja razlagajo na več načinov. Najbolj verjetno je, da simbolizira Egipt oziroma Nil, ker Egipt je dar Nila. Nil teče v ravni črti čez cel Egipt, na koncu se pa v obliki delte zlije v morje, vmes je pa meja med Gornjim in Dolnjim Egiptom. To je najbolj verjetno in Nil je dejansko večen in s tem Vse to se dogaja v prisotnosti Boga, kaj si rekla, Horusa, na drugi strani se pa vse ponovi v prisotnosti Boga Sobeka. Zdaj gremo pa naprej. Tako. Plastično so prikazane osebe, kot je staroegipčanski in če pogledate, so tudi mišice prikazane. Značilnosti zbočeni in tudi recimo reliefi. ženske, kot zadaj vidite boginjo, imajo gole prsi. To tako vidite, da je grško obdobje, ker stari Egipčani niso nikoli prikazovali ženske z golimi prsi. Tako je pa tako kot plašno na eni strani jo imate. Zbočeni relief. Značilnost zadnjega obdobja, ko so bili že pod Grki in tudi njihov vpliv. Potem so imeli pa zelo razvito tudi alternativno medicino. Večina bolezni so pozdravili z alternativno medicino in Pombo je bil posebej znan pri tem. Uporabljali so pa nihala, gledajte. Nihala, ki danes spet uporabljajo, če bil energetik, nekaj poznate te sisteme. Visek. Ja, visek, ja. Kjer je bila gor pač številka, merska enota je To je Nilomer z dvemi vhodi. Če je bila pa visoka voda, so šli pa tukaj noter, Spodnjem ali pa zgornjem vhodu. Ko je bila visoka voda, se je Nil dvignil čisto skoraj do vrha tega obzidja. To je pa notranja stempla. Hello. Tukaj je bila dobra letina, pa so pobirali darove in so bile malo večje številke, pa so potem zapisali vsak dan, koliko so pobrali krav, pa koliko česa so prinesli. No in če pridete malo bližje, boste videli, gledajte, številka 1 je črtica, tale U narobe obrnen je številka 10. In če pogledamo pa, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, tole je pa znak za konec. In sicer to je staroegipčanski hieroglif, ki se imenuje Bach. In zanimivo, še danes 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in tako naprej. Drugače so poznali pa stari Egipčani še drug koledar, ki so imeli zračunanga glede na zvezdo Sirius, na gibanje zvezde Sirius. Tukaj na tem podstavku, to je granit, črni granit iz Asuana, ki je podstavek, gor je stal kip boga Sobeka, ker je ta del posvečen bogu Sobeku. Na sredini vidite eno široko steno, in na drugi strani je bilo isto in je stal na naslednjem podstavku kip boga Horusa. Zdaj sem rekla, da je bilo to tudi zdravilišče in ljudje so prihajali sem se zdraviti, prinašali so darove, potem so svoje težave zaupali Bogu in taj jih je potem. Svetišče je bilo tudi zdravilišče. Tam smo videli kat, v kateri se je kopala v oslovskem mleku Kleopatra, ko je čakala na porode. Tukaj zadaj, za temi zidovi, so bili pa hoteli. In tam so 2500 let stare ostanki sten hotelov. Očitno so imeli zelo dobro opeko. No, to so pa ostanki te banje, v kateri se je kopala Kleopatra, ko je bila tukaj na zdravljenju oziroma ko je pričakovala svojega otroka. In je potem nadomestil Nefertema, tega boga vonjav v Memphisu in je postal sin boga Ptaha in pa boginje Sekme. No in je imel potem tudi svetišče v Memphisu, drugače ga vidite pa tukaj na prestolu, malo ta glava gor. In sicer pred Imhotepom so pa vsi zdravilski inštrumenti in vse te stvari, v bistvu Imhotep to znanje daruje templu. No in če pogledate najprej tukaj,
vidite boginjo Izido na porodnem stolu. Izida je bila boginja lepote, boginja ljubezni in ima na glavi tudi kot simbol porodni stol. Smo že videli, da v papirusu smo ločevali Izido pa boginjo Hathor. Ker stare Egipčanke so rojevale sede na porodnem stolu, takole. In vidite, gor ima malo večji trebuh, ki pa zdaj že v poteku porod, ima pa malo manjši trebuh. In ta Komombo tempelj je bil tudi eno tako funkcijo porodnišnice za boljše dame, za ženske z kraljeve družine, ko niso rojevale doma, so prišle samo v tempelj roditi, kot recimo Kleopatra, ki je tu rodila svoje otroke. No, potem vidite pa tukaj mizo in na mizi ste že opazili, vse njihove poslikave pa reliefi so dvodimenzionalni, tridimenzionalne slike nima, tako da to je na mizi, kar tukaj vidite, vse inštrumente gor in so že kar dobro obvladali, te stvari, kakšno z medicine tle. To so orodja, Kdo bolj pozna, Točno sredina templa. Na vsaki strani vidite eno uho, vidite? Ja. In na vsaki strani eno oko. In to pomeni, da je tempelj razdeljen na pol, Bogu in Horusu in Sobeku, in da so to vsi videli in vsi slišali in ne bo tako zavetne čase in ne se več ne prepirata in ne bo mir. Veke, amen. In gor nad tem vidite pa boginjo Mat, ki ima narazen roke, tako pa krila, pa ima pero na glavi, značilno je za boginjo Mat in tako to je po pravici, so vsi videli, vsi slišali in tako naj bo. To je pa točno sredina templja. Sarkofagi. Egipčanski. In tam je eno manjše svetišče, ki so pa dve mumije krokodilov notri. Mumije dveh krokodilov, a te dve pa niso mumije tu zraven. Ni ovo je faraon, nije mumija tu, živ je on. Iz Crvene Istre človek došel. Evo, zdaj smo pa že v naši restauraciji na ladji. Halo, Danes imamo samo postrežno. Kar ti srce poželi imajo. Tam pijače je premalo. Spet ima nekdo rojstni dan in mu nesejo torto.
Arabisch! zusammen, ne? Zdaj je prišel mojster, evo. Ja, jaz imam Michelin, zadužvali tvoj Mara za arabske polje. Zadovoljna, da jih nimaš. Evo sve Ya
naslednji dan sonce je vstalo ob obali Nila. Mi smo pa že po celo nočni vožnji zasidrani v enem večjem mestu, kjer se že prebuja življenje in začenjajo turisti lesti na plan. Konjički cepetajo in vozijo ljudi. To je pa še način gradnje iz starih arabskih hiš. Ko je na vrhu kupole in je to, v njej se zbira vroči zrak in je naravni izolator oziroma klima naprava. No, na bogatejših hišah je tudi taka mali minaretek na vrhu z njihovim znakom polmesecem. Današnji izlet, vidiš, ko smo vsak dan imeli informacije od vseh svetovnih agencij, no, mi smo pa tle na koncu tudi. Zajtrk smo upravili, samo postrežni, bono, zdaj pa pogled Edfu templa in potem lenarjenje in križarjenje do Luxora. Znak naše agencije, Sunny Star. Ladje pa ime Isis, po bogini Isis. Evo, da je res, še z našimi črkami Isis napisano. Evo, take dirke bomo imeli, še malo pa bomo šli tudi mi tako. O Madonna, to kot da je konec sveta. Kar lepo mestece Edfu. Sicer še spi, ura je 7. Zdaj smo že, naš konj je bolj dirkalni. Which country? Slovenija. Welcome. Between Italy and Austria. Welcome. Yeah. Your name? Ramadan. Ramadan. Milan? Nice to meet. Lep spomenik. Je res? Ma kar dve. Kar dve, ja. V Arabiji je, ne? Ja. A ne, Marko? To so se pametno zmislili. S kočijami vozimo. Lepo ob Nilu. Hodim ob robu ogromnega templa. Temu Bogu nas okolijo. Edfu, pomembno mesto, tempelj posvečen Bogu Horusu. No in sicer tempelj so spet gradili Grki, Ptolomejci. Ptolomejci so začeli tempelj graditi tam nekje okrog leta 280 pred našim štetjem in po podatkih, ki so napisani na templu noter, naj bi bil dokončan nekje v 40 letih, potem so rabili pa še približno 35 let, da so ga reliefno obdelali pa naslikali oziroma razklesali vse te zgodbe, ki so okrog in okrog po templu napisane in narisane. Začel ga je graditi Ptolomej IV. In njegov mamiz je tudi tam vzat v kotu tega odprtega dvorišča, to se pravi tisto svetišče, ki prikazuje njegovo božansko rojstvo.
No, Edfu tempelj je zanimiv zaradi tega, ker je najbolj ohranjen tempelj od vseh. Ne? In res lahko vidite, kako so staroegipčanski templji izgledali. Vsak tempelj je imel več obzidij, ne? Edfu tempelj ima celo 3 obzidja. In če pogledate tole zunanje obzidje, ne? To je iz blatne opeke. In sem na to dvorišče se pravzaprav lahko vstopijo vsi, ne? Tudi to preklado gor nad glavnim vhodom, ne? In potem z tega podesta nagovorijo potem stare, ki so tukaj zbrali. No, drugače pa vhod v tempelj oziroma to mogočno obzidje na vhodu se imenuje pilon in odvisno od tega, ne? Vsi templji so bili živopisno pofarbani, kako se vidi tam pod napuščom nekaj. To se danes težko predstavlja. Krilati disk s kobro in krili pri kraju. Krono Gornjega Egipta. Spet faraon, ki ima krono Gornjega in Dolnjega Egipta. Horus starejši, mat. Četrti je pa bog Tot, ima ibisovo glavo. Vidite, bog modrosti. Bog Tot. Bog Tot. Potem vidite pa še zadaj je pa ena izmed kraljic, ki ima eno izmed teh ceremonialnih kron na glavi. Druga je boginja Izida, ki sedi na prestolu in ima roge kot krava pa sončni disk v sredini. Dve podobi ima. Krava, tako kot roge pa sončni disk ali pa stovja. Potem pa spet faraon z eno izmed ceremonialnih kron na glavi. Ja, spadi pa jih isti. Druga je... Faraon prinaša darove. Imate Horusa, ne, spet Horusa starejšega, ima obe kroni na glavi, potem ta druga je Izida, ne, ima to krono sončnim diskom pa z rogovi. Tretji je Horus mlajši, vidite, ima sokoljo glavo, ne, drugačno krono, potem je spet Horus starejši, potem peta je pa, ima pa levjo glavo, ne, dolgo levinje, to je pa boginja Sekmet, ki smo rekli, da je žena boga Ptaha in je bila boginja v Memfisu. Potem je spet Zida, potem pa se spet ponovi, ne, faraon spet daje darove, Horusu pa Izidi na drugi strani, ko sedita na prestolu. Če pa tukaj pogledate, vidite, stražniki so pa čudni, ne, imajo veliko rok, velikih je. Faraon se bojijo se sovražniki. Jih je ogromno, ne, in faraon je veliko večji, je veliko močnejši, ne, in te sovražnike z lahkoto premaguje, ne, seveda s pomočjo bogov, zato vedno daruje bogovom, ne, da je dovolj močen, da lahko Sovražnik. premaguje. Več rok, več glav. Faraona sovražnika. Horus opazuje boj. Pred boginjo Izido, ki ima pred krono, dvojno krono na glavi. Vsak tempelj, ne, je imel običaj, da boginja Hathor, ki ima na vsaki strani glavo, boginja Hathor. To je njena ladja. Na ladji je pa nosilnica oziroma zlata ladja, kot so rekli, to je pa manjša ladja, ne. In zdaj to ladjo pelejo in so na odprtem Nilu, so dignali jadra in se pelejo, ne, potujejo, ne, in zdaj, ko so prišli, še zapisi, zdaj, ko so prišli pa sem, ne, v Edfu, so jih pričakali, ne, na obali, vidite, tukaj pričakujejo, ne, ljudje, zdaj odhajajo z ladje in tukaj vidite, faraona sam jih je pričakal in to nosilnico zdaj nesejo svečeniki v tempelj, ne, v procesiji, vidite. Zraven je pa še nosilnica Horusa, ker jo je tudi Horus, ne, v svoji nosilnici prišel čakati na obalo, ne. To je nosilnica od Horusa. Tukaj vidite pa zdaj nosilnico od Horusa in od boginje Hathor, ne. In sta skupaj faraonima. Raje tukaj ni. Skozi veličastno obzidje iz zunanjega dvorišča stopimo na notranje dvorišče. Tempelj, najbolje ohranjeni tempelj v Egiptu, ogromnih razsežnosti. Ista zgodbica prej je bila že iz notranjega dvorišča.
so piloni peristila, kateri imajo že kapitele v obliki cvetov. No, tam zadaj, ko bomo kasneje si pogledali, bomo pa pogledali hipostil. Notranje dvorišče s piloni. Kapitel v obliki papirusa, kapitel v obliki lotosovega cveta. Cioè, non è vero che Res je veličasten ta Ptolomejev tempelj. Noter so zgodbe, kako je on vse to gradil. In vse to si moramo predstavljati v živih barvah. Človek ostane brez besed pri podvigih teh gradbenikov. Prvega hipostila, pa gremo spet v naslednjega. Malo bolj temačen, ne vpada več toliko svetlobe noter. Nubijskih čuvaji. Ogromno notranjih prostorov. To je res najlepši, največji tempelj, kar smo si do sedaj ogledali. Dvorišče, ne, čisto zadnjega dela, torej tempelj tako grajen, da je vse svoje stigne, ne. Tako da tudi, če ste na dvorišču zdaj, če ne pri teh graj, bi videli direktno kip Bogarno, ne. Ker hierarhija je bila stroga, ne, v notranjost templa so lahko vstopili samo nekateri, ne. Potem tu v glavno svetišče pa samo glavni svečenik pa faraon, in če to je veljano, Glavni del svetišča, to je bil kip Ptolomeja noter. Središče templa, energetsko najmočnejša točka. Polnimo baterije. Ali pa ga umivali, pa bazilili, če je bila pa boginja Hathor tukaj, je pa na tem podstavku stala njena sveta ladja, ne, in njen kip noter tej sveti ladji. Medtem originalno je pa kip Horusa stal tukaj noter v tem prostoru, ne, ki je pa narejen iz granita, ne, iz roza asuanskega granita, s tem, da mislijo, da se je tale skrinja granitna ohranila še iz prejšnjega templa, ki je stal na tem mestu iz stare države, zaradi tega, ker so našli napisano okrog tudi ime Nebu. Nebu je bil pa svečenik oziroma svečenik že v času srednje države in tudi stare, tako da verjetno, da je to starejše, kot sam tale, s katero se nosi kip, pridite bližje, kip Boga okrog, in sicer je to nosilnica Horusa, ima spred vidite Horusovo glavo, ni nova, ne, nosilnico so naredili zdaj. To je leseno? To je leseno, ja, taka lesena nosilnica je bila
Na vsaki strani je imela še potem zavese gor, ne, noter je stal pa potem kip bogat, kot velik, da šlo tukaj noter, mečkani, ja, v bistvu zgleda, predstavljam smo si večje, ja. No, to so zdaj naredili tako, da se to sveto ladjo, ne. Vidite sveto ladjo, Virginija Hartford in vidite glavnega svečenika, ki je oblečen v svečano obleko, to je bila leopardova koža. Se vidi, ne, ima kitanco, pa ima glavo, ne, je oblečen v leopardovo kožo. No, potem so pa ostali svečeniki, ki nosijo nosilnico, ne, in so čisto pobriti po glavah, ne, se vidi, da so bili pobriti stari egipčanski svečeniki. Koliko jih je? 3. Štiri, ne veš več. Ja, pa še Tukaj 3, pa eden tam 4, pa... 6. Večimi črticami so označili, da je 6 svečenikov, eden za drugim. In to jih je pomenilo, ker jih je tlele 3, pa tam 3, skupaj 36 jih je bilo. Vhod pred tempelj čuva pa ta ptič. No, to je pa okolica templa, oziroma med enim zidom in drugim templa. Vse popisano. To je v obliki stripa so se to delali. Začelo se je tako, da je Set seveda mogel narediti, Set je mogel vedno kaj pokvariti, ker je bil pač hudobni bog zla. In ko sta se Izida pa Oziris poročila, sta se imela strašno rada, med njima je vladala taka idilična ljubezen in zdaj Seta to strašno motilo. In je razmišljal, kaj bo zdaj naredil, da bo pokvaril zadevo in je priredil eno veliko zabavo tam v Nubiji. Na to zabavo je povabil vse bogove, vse pomembnejše ljudi in seveda so pili celo noč, pa se zabavali. Proti jutru, ko so bili že vsi ukajeni od vina, je pa rekel, da ima presenečenje. In je rekel, da je pripravil en sarkofag. Sarkofagi pa, niste jih še videli, ampak vi boste, recimo, faraoni so imeli ogromne sarkofage, medtem ko ostali ljudje pa ne. So imeli pa notranje sarkofaga narejeno po meku, v bistvu, ne. Tukaj je bila mumija velika, tukaj je bilo samo izdolbljeno. En je rekel, da ima sarkofag in da ne uganjajo, za koga je, ne. In ne ga probajo vsi, ne. In so se bogovi po vrsti ulegli v ta sarkofag, noben mu ni bil prav, ne. Na koncu se je v sarkofag ulegel še Oziris, točno prav, ne. Takrat je Set zaprl sarkofag in ga je vrgel v Nil. Nil je sarkofag odplavil, ne, in ga odnesel na Sredozemsko morje. Izida je bila pa strašno žalostna, ne, ker je bila brez moža in ga je šla iskat. In pomagala ji je Neftis, ne, Neftis se je pa tudi poročila s Setom, na njegova žena, ampak ni bila negativna, ne, je pomagala Izidi iskati sarkofag, tako da je odkrila potem, da so našli sarkofag v Biblusu, na bližnji vzhodni obali, v Libanonu, in ste ga potegnili na kopno, ga odprle in takrat, ko ste ga odprle, ko ste hodili Ozirisa rešiti, je spet prvi Set, ne, da je kompliciral zadevo in Ozirisa razsekal na 14 kosov in teh 14 in jih je razmetal po celem Egiptu, ne. Potem Izida spet, ne, kaj ne zdaj naredi, ne, in je šla k Totu, ne, k Bogu modrosti po nasvet. In je Tot rekel, ne, oziroma jo je naučil, rekel je, ne izbere vse kose, potem pa jo je naučil, kako mu lahko spet vdahne življenje, ne. In sta Izida pa nekaj iskali, našli sta 13 kosov, ne, 14. pa nikakor, ne. 14. kos je bil Ozirisov spalni organ. In kaj zdaj, ne, pravijo, da ga je verjetno požrla kakšna riba ljudska, ne. In zato v praznikih niso jedli rib, ne, stari Egipčani. Ali pa ga še krokodila, pa kaj takega, ne. To so te vrabčki, ki jih slišimo. So na teh napisih o slavni bitki med Korusom in Setom. In v prvi bitki jih je pokril z
z enim diskom, da so se med sabo pobili, zato je ta disk vedno posod nad vsemi vrati nanešen. No, to je pa še v slikah, se ta bitka nadaljuje med Korusom in Setom. Sicer so Kopti vse to izpraskali. Korus je tale gor na čovnu, spodaj je pa Set kot svinja. Tukaj pa Set kot nizki konj. Povedali to, ne, da na svetu je vedno dobro pa zlo. In zlo oziroma problemi se vedno pojavljajo. Ne, več čas se bojujemo, s problemi premagujemo zlo. Ko je problem največji, ga premagamo. Ne. Nikoli ni Horus Seta ubil, zaradi tega, ker zla pa problemov nikoli ne odpravimo dokončno. Ne. Ta boj več čas traja. Spet se vrača življenje v nas, ne? Zdaj pa naj že enkrat posnamemo. Naš veliko nekaj smo lepi. O, vijolice. Kaj boste lepega povedali? Kako se imamo krasno. Res? Predvsem pri Horusu. Da so nam kočijaži to všeč. To je rekla Nina. Pika. Kočijaži pa niso naš bog. Ja, pa da imamo ful dobro vodičko. Da je zelo nagla. Super pove vse. Zna. To je bil komentar moj. Ampak jaz mi ne nas naglja, rajš kakšnega fajn nubica, no? Ja, nubica mi rabiš namesto naglja. Ne same babe, to je vse za moške, veš. Jaz bi tudi kakšnega moškega lahko izprišla. Kakšnega kočijaža bi imela. Ja, res je, dragi moj. Pa veš, ali to vse snema. Seveda. Kaj pa je tale? Ne, pa tole. Korus. To je pa tip. To je pa tip, ej. Njegovo srce. Da jaz še energije dobim notrice. Midva sva tudi toliko snemala, veš, takrat včasih, ne, vse po dvakrat. Od sestre, ne, od mojega moža, po roku smo trikrat snemali. Zdaj pa, veš, ne pa nazaj. No, tempelj smo si ogledali, zdaj smo spet zunaj in gremo iz tega ogromnega tempeljskega objekta, kjer ima tudi spremljajoče objekte naokoli. Pa se počasi poslavljamo iz Edfuja, zopet s konički na ladjo in plovba do Luxorja. Njihov bazar, suk. Uživaš, Breda? Uživam. Kot ti na biciklu. Ne bi, da ne bi sedeti spredaj. Praviloma, ne? Ful gruba je voda. Strop pa je rekel, ne? Koga? Tale, 5 strop pa. Tale. Ja? Ma. Ja, Brigito, tukaj je naša ladja. Zopet smo prispeli lepo, lepo pristanišče. Izis nas čaka. Gremo na palubo, pa jih bomo počakali. Se boš ukrcala, Breda, se boš ukrcala? Malo čiščenja, plavka. Odhajamo.
se odganja s stranskimi motorji od brega. Zapuščamo mesto, pa full gas proti Memphisu, proti Tebam. Edfu, adijo. Ja, pod prvim mostom. Prvi večji most na Nilu. So pa ure in ure ob taki pokrajini vozili. Palme, polja, zadaj pa že griči v